Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Poletje je čas, ko imate mnogi nekoliko več prostega časa in to je tudi priložnost za branje predvsem dobrih knjig. Največ o najboljših knjigah tega poletja pa vedo kje drugje kot v mestni knjižnici in čitalnici v Idriji. Metoda Jereb, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji Kultura. Lep pozdrav. Se strinjate z mislijo, da je poletje najboljši čas za branje dobrih knjig? Vsekakor. Čas za dobre knjige je kadarkoli, poleti pa ima marsikdo nekoliko več časa. To dobro vedo tudi založniki, pred poletjem namreč vedno izide nekoliko več knjig. Knjižničarke niste samo tako avtomati, ki izposojajo knjige, ampak tudi svetovalke. Vi preberete te knjige, se pripravite? Ja, res je, ne preberemo sicer vseh knjig, to bi bilo nemogoče. Nekoliko pa vseeno o vsaki knjigi preberemo, se pogovorimo med sabo, si izmenjujemo mnenja, zato da lažje svetujemo bralcem. V današnjo oddajo ste prinesli nekaj najbolj vročih naslovov. Res je. Kriminalke, to je žanr, po katerih bralci zelo radi posegajo v zadnjem obdobju. Ja, kar vedno. Police s kriminalnimi romani so že od nekdaj poleti kar izropane, pa ne samo pri nas, po vseh knjižnicah opažajo enak trend. Kriminalke so res zelo priljubljene. In zato sem danes prinesla s sabo eno novo kriminalko ameriške avtorice Ashley Elston. Kriminalka ima naslov Zmaga prva laž. In kot se za pravo kriminalko spodobi, je tudi ta napeta od prve do zadnje strani. Bralca kar vleče, da bi jo bral. Razpleta ne bova razkrila? Razpleta ne, lahko pa zaplet. Glavna oseba je mlada ženska, Ivy, ki je v bistvu živi dvojno življenje. Najprej jo spoznamo kot mlado žensko, ki se priseli k svojemu partnerju, si začne ustvarjati dom, spoznava njegove prijatelje. Že kmalu pa pove, da je v bistvu to ni ona, da ima drugačno ime, drugačno identiteto, da je v bistvu tajna agentka nekega skrivnostnega šefa, ki ga niti sama ne pozna. In ta šef jo pošilja na skrivnostne naloge in tudi ta priselitev k temu partnerju je ena izmed teh nalog. Knjiga nas kmalu posrka v vrtinec dogajanja in kar naenkrat ne vemo več, kdo je kdo, kako je komu ime, kdo komu laže, kdo koga lovi. Zgodba se razplete potem res šele na zadnjih straneh. Knjiga je bila velika uspešnica, najprej seveda tudi v Združenih državah. Tako je. Vse te knjige, vse te kriminalke, ki so zelo uspešne, so tudi pri nas potem kmalu prevedene in tudi pri nas podoben uspeh dosegajo. Brez ljubezenskih romanov pa tudi to poletje ne bo šlo. Tako je. Nekateri imajo raje romance in prav je tako. Poletje je čas za tako lahkotno, sproščujoče branje. In za te romantične duše bi priporočila mogoče knjige iz slovenske zbirke Razmerja. To je zbirka knjig, ki izhajajo pod okriljem Cankarjeve založbe, zdaj že 3. leto zapored. Gre za neke vrste projekt Cankarjeve založbe, pri katerem so želeli spodbuditi mlade avtorje k pisanju izvirnega slovenskega ljubezenskega romana. To niso ceneni romani. Tako je. Imeli so ambicijo, da bi spodbudili sicer žanrsko pisanje, vendar na nekoliko boljšem, višjem nivoju. In glede na to, da tega so se lotili tako, da so organizirali delavnico kreativnega pisanja, povabili mlade nadobudne avtorje in v okviru te delavnice so začeli nastajati ti romani. In ker nad njimi bdi uredniška ekipa, so seveda tudi zato bolje zastavljeni in kljub temu, da so zgodbe predvidljive,
so vseeno nekaj boljšega v okviru tega žanra, zgodbe lepo tečejo, so tudi zabavne, predvsem je pa jezik lep, kar sicer dandanes ni več samoumevno, sploh pri prevodih. Hvala Cankarjevi založbi. Tako je. Družbeni romani za nekoliko zahtevnejše bralce. Prinašate knjigo Valérie Perrin z naslovom Tetka, to je francoska avtorica. Tako je. Valérie Perrin je francoska avtorica, ki smo jo že brali. In sicer brali smo njeno knjigo Sveža voda za rože. Vsi bralci, ki so jo že prebrali, so bili nad njo navdušeni in so komaj čakali nov prevod in danes ga imamo. To je knjiga z naslovom Tetka. To je družbeni roman za pač zahtevnejše bralce, ki si želijo od knjige nekaj več, ki si želijo dobre zgodbe, dobro napisane, ki želijo tudi dober slog pisanja. Zgodba je kompleksna, prepletena, skače v času naprej, nazaj. Tukaj je pa glavna pripovedovalka Agnes. Ta pripovedovalka nekega dne izve, da je umrla njena teta Colette, kar jo kar preseneti, ker je namreč mislila, da je že pred 3 leti umrla, tudi bila že pokopana. S teto že prej ni imela dosti stikov in zdaj po tej novici začne raziskovati, kaj se je pravzaprav zgodilo. Začne odkrivati to družinsko zgodovino, predvsem življenje te svoje tete in ugotavlja, da je sploh ni poznala, vedno jo je videla kot zadržano, samsko, umirjeno gospo, v resnici pa je bila vse prej kot to. In je celo 2-krat umrla. Tako je. 8 let je trajalo v bistvu od njenega prvega romana, da smo se dobili v slovenskem prevodu to delo. Prevajanje, urejanje, tiskanje knjig, to ne gre prav tako hitro, ne? Res je. Za dober prevod je prvi v vrsti dober prevajalec, potem pa tudi lektor in seveda celotna uredniška ekipa, urednik in vse. To poletje priporočate tudi portrete, knjige o znanih osebnostih. Prva od teh je vsekakor Tanja Žagar. Res je. Nekateri bralci seveda raje kot po fikciji posegajo po avtobiografijah, biografijah, po resničnih zgodbah. Zato imam danes s sabo novo avtobiografsko knjigo Tanje Žagar, Zaljubljena v življenje. Tanjo Žagar vsi dokaj dobro poznamo, že od otroških let spremljamo njeno glasbeno kariero. Začela je kot najstnica v skupini Foxy Teens, se ves čas obdržala na glasbeni sceni in aktivna tudi poklicno v glasbi, v glasbeni šoli. V tej knjigi predstavlja svoje življenje od otroštva, svojo družino, glasbeno pot, poklicno pot, pa tudi bolezen, ki jo je zaznamovala v zadnjem času. Knjiga je pozitivna, res taka, kot je tudi Tanja Žagar sama. Gisèle Pelicot, to pa je zgodba, mislim, da iz Francije, sicer tragična zgodba, ki pa je sedaj tudi zapisana v knjigi. Res je. Gisèle Pelicot oziroma njeno zgodbo poznamo iz medijev. Gre za en hud primer zlorabe s strani moža in na sojenju se je ona izpostavila, čeprav se ji ne bi bilo treba. Izpostavila se je zato, da bi pomagala tudi drugim žrtvam zlorab, da bi našle moč, pogum, da bi se uprle, da bi živele naprej. In tudi knjigi je naslov Živim naprej. V svet filma in Hollywooda pa nas vabite s knjigo Blank,
Kaj nam poveste o tej knjigi? Blank je pa avtobiografija zelo zanimivega človeka, in sicer bosansko-hercegovskega igralca Fedže Štukana. Gre v bistvu za skoraj filmsko življenjsko pot, ki se začne med vojno v Jugoslaviji, ko je bil kot mlad fant vojak, ostrostrelec, do potem bolnika na psihiatriji, glasbenika. Glasbena pot ga je potem vodila v Nemčijo, kjer je zapadel v hude odvisnosti od drog, bil potem tudi brezdomec na cesti, postal igralec, uspel v igralskem poklicu, premagal vse svoje odvisnosti in uspel tudi v Hollywoodu. Knjigo smo že pred leti brali v originalu, zdaj pa dobivamo tudi slovenski prevod. Kot zanimivost k pisanju knjige ga je spodbudil njegov prijatelj Brad Pitt. Prijatelj Brad Pitt, Tako. Kolega. Ja, igralski kolega in prijatelj. Ja. Kaj ste nam prinesli še? Meglovni rod? Kaj je to? Prinesla sem še nekaj za ljubitelje fantazije, fantazijskih romanov. Meglovni rod je pa trilogija avtorja Brandona Sandersona. Prevedel jo je Sergej Hvala in tukaj imamo prvi del z naslovom Zadnji imperij. Obsežno delo? Zelo obsežno delo, zelo popularno že v svetu, začenjajo tudi snemati že serijo. Gre za klasično fantazijsko knjigo, v kateri je polno fantastičnih elementov. Preselimo se v en temačen, skoraj srednjeveški svet, v katerem so na eni strani plemstvo, vrhovni vladar, na drugi strani neko zasužnjeno ljudstvo, ki se začne temu vladarju upirati, temu sistemu. Glavna oseba je en ropar, ki pač novači in zbere to ljudstvo, da se začne upirati. Polno je neke magije, polno fantastičnih elementov, veliko je nekih nadnaravnih sposobnosti, ki jih osebe dobijo z uporabo različnih kovin. In knjiga je res taka, da človeka kar posrka v nek nov čas, svet in ga ne izpusti do zadnje strani. Je veliko zanimanja med bralci za to zvrst literature? Kar precej. Te knjige so vedno zelo popularne. Se morajo vpisati tudi na čakalno listo? Praktično za vse knjige, ki jih danes predstavljam, je kar čakalna vrsta. Ob izposoji knjig pa imate v knjižnici tudi številne projekte. So te med počitnicami, med dopusti zamrznjeni ali tečejo vzporedno? Ja, pravzaprav so projekti namenjeni prav času med počitnicami, in sicer za različne skupine obiskovalcev. Za otroke smo letos pripravili bingo s knjigo. Želimo si namreč, da bi vsi osnovnošolci tudi med počitnicami kaj brali, in zadali smo si oziroma njim cilj, da bi prebrali vsaj 4 knjige med počitnicami. Bingo smo zastavili tako, da smo naredili mrežo s 16 kvadrati. Vsak kvadratek pomeni eno knjigo in na vsakem kvadratku je sličica, kakšne vrste knjiga naj bi to bila. Zraven je priložena legenda, kaj določene sličice pomenijo. Na primer, imamo sličico Zlato hruško, knjigo z rumeno platnico, knjigo po izbiri, strip, na primer knjigo avtorja s priimkom na črko S in podobno. Otroci, ki bodo sodelovali, za vsako prebrano knjigo pobarvajo en kvadratek. In ko jim uspe pobarvati 4 kvadratke, torej prebrati 4 knjige, in si ti kvadratki sledijo v vrstici, stolpcu ali diagonalno,
lahko oddajo kartonček in bodo ob koncu poletja, torej začetek septembra, za to nagrajeni. Seveda pa spodbujamo, da bi brali več kot samo 4 in kdor želi, lahko pobarva, prebere vse kvadratke. Kakšen je odziv? Odziv je zaenkrat zelo dober. Kako pa projekt Primorci beremo? Ja, projekt Primorci beremo pa letos poteka že 20. leto zapored, torej imamo jubilejno sezono. Zelo je priljubljen in tudi letos smo knjižničarji iz vseh primorskih knjižnic pripravili priporočilni seznam. Na tem seznamu imamo 74 proznih del in 13 pesniških zbirk. Med temi predlogi bralci izberejo 5 proznih del in 1 pesniško zbirko, jih preberejo in v knjižnico oddajo kazalko. Ko jim uspe prebrati in oddati teh 6 kazalk, pač so uspešni, osvojijo priznanje in nagrado. Ob koncu akcije, potem po nekje konec novembra, začetek decembra, jih nagradimo na zaključni prireditvi, na katero vedno povabimo tudi enega slovenskega avtorja, ki je pač na tem seznamu. Kako pa je s projektom Bralni vlak? Ja, Bralni vlak je pa projekt založbe Sodobnost. Letos prvič tudi mi sodelujemo kot knjižnica v tem projektu. Gre pa v bistvu za družinsko branje. Projekt je zastavljen tako, da spodbuja bralce, da se povežeta en odrasel bralec pa en otrok, da skupaj prideta v knjižnico, izbereta vsak eno knjigo, vsak zase, in ob vsakem obisku in ob vsaki prebrani knjigi v knjižnici dobita na zbirni kartonček žig. Po 5 obiskih, torej po 5 žigih, dobita nagrado. Obenem pa lahko sodelujeta tudi na spletni strani založbe Sodobnost, kjer z drugimi bralnimi vlaki oziroma lokomotivami tekmujeta tudi za lepe nagrade. Omenili ste, naj ljudje pridajo v knjižnico. V naslednjem projektu pa jih spodbujate tudi k temu, da pridajo na nek trajnostni način. Tako je. Imamo tudi projekt Trajnostno v knjižnico po nagrado. To je pa projekt Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska. Tukaj pa vsak obiskovalec, ki pride v knjižnico peš, s kolesom ali z javnim prevozom, dobi ob vsakem obisku nalepko na zbirni kartonček in ko zbere 5 nalepk in je kartonček izpolnjen, napiše še svoje podatke in odda kartonček v škatlo v knjižnici. Konec oktobra, ko se projekt zaključi, bomo oddali kartončke v regijski center v žreb za lepe nagrade. Prinesli ste tudi družabne igre, to vendarle niso knjige. Res je, v knjižnici ne izposojamo samo knjig. Letos smo začeli z izposojo tudi družabnih iger. Družabne igre si lahko bralci izposodijo na dom ali jih pridejo igrati v knjižnico. Imamo razne družabne igre, od klasičnih, kot na primer Črni Peter, Človek ne jezi se, do malo drugačnih, malo posebnih, ki jih nima vsak doma, na primer Brick Like This, Tako, Mačka, Koza, Sir, Pica. In mogoče spomin, ki ni čisto običajen, saj ga je razvil Nik Škrlec, ki je znan kot promotor vaj za dober spomin. Tako da ta spomin je malo zahtevnejši kot običajen, tisti, ki ga poznamo že odprej. To poletje naj bi v knjižnici začeli tudi z gradbenimi deli za dvigalo, tako vrsto let že napovedovano dvigalo. Bo to kaj motilo delovanje knjižnice? Predvidoma ne. Gradbišče bo sicer prav pred izposojevalnim pultom, vendar bo zaščiteno
Najbrž bo izposojevalni pult pri stranskih vratih in predvidevamo, da bo knjižnica lahko ves čas nemoteno obratovala, pač v okviru urnika, zmožnosti. ki je objavljen. Kako bi povabili ljudi, naj v tem poletju pridejo v knjižnico? Tam je najbrž hladno, hiša je stara. Ja, je hladno, hiša je stara, pa tudi klimo imamo. Knjižnica je vedno prijeten prostor, ljudje se radi zadržujejo in bi povabila kar čim več k obisku. Metoda Jereb iz Mestne knjižnice in čitalnice iz Idrije. Jaz vam zahvaljujem za ta obisk v našem studiu, za ta pogovor in vam želim mirno in ustvarjalno poletje. Najlepša hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in še nasvet, seveda, berite dobre knjige. Srečno!